gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Kako drugače začeti danes kot z izjemnim uspehom mlade domačinke Mete Hrovat. 19-letna Meta Hrovat iz Podkorena si je včeraj v Lencerhajdeju prismučala prve stopničke v svetovnem pokalu v karieri, 3. mesto v veleslalomu. Hrovatova je svoje prve stopničke v svetovnem pokalu osvojila z 2. časom finalne vožnje ter s 14. izhodiščem po prvi vožnji. Meti seveda iskrene čestitke. Akcijo Šolar na smučeh so ta teden izvedli tudi na Kranjskogorskem smučišču. S projektom želijo smučarski centri skupaj s Smučarsko zvezo Slovenije, Zavodom za šport Planica in policijo, učencem 4. in 5. razredov osnovnih šol omogočiti brezplačno, zabavno in predvsem poučno smučarsko izkušnjo. Kot partnerji Alpski smučarski klub Kranjska Gora smo zagotovili 10 učiteljev na dan. Sodelovali smo pa tudi z ostalimi smučarskimi šolami v Kranjski, ki so zagotavljali tudi smučarske učitelje pa smučarsko opremo. Smučamo z otroci, se pravi, ponedeljek, torek bomo v Kranjski Gori, sreda se selimo v Podkoren zaradi prevelikega števila prijav. Mi smo z veseljem pristopili na ta projekt zraven, zato ker se nam prav zdi, da otroci lahko smučajo. Mislim, ker smučanje je le tak šport, da je fajn otroke zraven vključiti. Akcija poteka 4. leto zapored, njen namen pa je, da se otroci naučijo osnov smučanja in pred zimskimi počitnicami osvojijo pravila varnosti na smučiščih. Smučišče Kranjska Gora se je ponovno priključilo akciji Šolar na smuči. Akcija poteka v sklopu Smučarske zveze Slovenije, pri kateri sodeluje še poleg Kranjske Gore 5 ostalih smučarskih središč. Na našem smučišču bomo v tem tednu gostili okrog 500 šolarjev. Nekateri od njih so prvič na smučiščih. Vsi se dobro zavedamo, da so otroci najboljši promotori slovenskih smučarskih središč, seveda tudi smučarskega centra Kranjska Gora. In smo vsem podarili te smučarske vozovnice kot smučarski center v sodelovanju s predstavniki smučarskih šol v Kranjski Gori. Se bomo potrudili, da bodo tukaj pri nas v Kranjski Gori maksimalno uživali, da se bodo seveda naučili tudi smučati in upamo, da so to naši bodoči obiskovalci smučišča. Častni pokrovitelj akcije je predsednik Republike Borut Pahor. Radi pa se pridružijo tudi znani športniki. Akcija Šolar na smuči poteka že 4. leto. Idejni oče akcije je Uroš Zupan in v akciji sodeluje 6 slovenskih smučišč, na katerih se cel teden odvijajo smučarski dnevi za četrtošolce in petošolce iz vseh slovenskih šol, osnovnih šol. Skušamo targetirati predvsem otroke, ki še niso bili seznanjeni s smučanjem, da se naučijo osnov in da se odpeljejo prvim smučarskim zavojem naproti. Jaz sem izredno vesel, da sem del te akcije, da sem ambasador akcije in da aktivno sodelujem v njej. Vsak dan sem na drugi lokaciji, spoznavam otroke, opazujem njihove reakcije, ko se naučijo smučati in zahvaljujem se pa jasno vsem, ki so vključeni v akcijo in ki so partnerji akcije. Današnji dan še posebej v Kranjski Gori gre velika zahvala Alpskemu smučarskemu klubu in pa jasno smučarski šoli, žičnicam Kranjska Gora. Mislim, da je lepši dan ne bi mogel biti in otroci so nasmejani in veseli. Mislim, da je dosežen namen in da bo veliko užitkov in tudi novih smučarskih generacij, ki se bodo na smučišča še vračale. Od leta 2014, ko je akcija Šolar na smuči zaživela, so v okviru akcije omogočili brezplačen smučarski dan že skoraj 7000 učencem. Med njimi je več kot polovica otrok na smuči stopila prvič. Ledine v Ratečah pa so letos prvič gostile ledeno hokejsko trofejo, ki se je udeležilo kar 48 ekip iz vse države. Organizatorji zadovoljstva seveda ne skrivajo. Prvi hokejski turnir tukaj v Ledinah, lahko rečem, da je bil zelo uspešen. Sicer prvotna lokacija jasna, žal zaradi razmer, ki so bile na samem jezeru, ni bilo možno izpeljati turnirja.
smo iskali nadomestno lokacijo in boljšega, kot smo pa dobili tukaj v Ledinah, mislim, da ni bilo mogoče. Še vreme je naredil svoje. 48 ekip iz cele Slovenije. Mislim, da je bil današnji dan nekaj fenomenalnega, ne samo za obiskovalce, ampak tudi za tiste igralce, ki so se prijavili in pa prišli. V bistvu hokej je eden od športov, ki je naš, ki predstavlja zimo, ki na koncu koncev predstavlja tudi neko tradicijo tukaj v naših krajih. Vesel sem, da nam je že v prvem dogodku uspel privabiti toliko veliko število samih nastopajočih. Mogoče na tem mestu zahvala predvsem lastnikom, vsem tistim, ki so verjeli, da se da z lopato pa z nekaj dobre volje narediti en tak lep dogodek, da ni treba nekih velikih vlaganj, ne vem kakšne velike reklame, ampak samo neko dobro idejo in pa naravno okolje, ki ga Ledine tukaj nudijo, izkoristiti. Tukaj smo igrali hokej že odkar smo bili majhni, skozi se je igral in mi je prav žal, da se ga mogoče tega prostora tukaj ne izkorišča bolj. Veseli smo, da je zdaj hokej tukaj pripravljen, ledena ploska je narejena, tako da vsi tisti, ki danes mogoče niso bili na turnirju, vabljeni, da pridejo drsati še naslednje dni, ker vreme bo, minus bo, tako da let ostaja. Stvar bo, jaz verjamem, postala tradicionalna. Naslednje leto je naš cilj 100 ekip in pa mednarodna udeležba, to se pravi Italija, Avstrija in pa Slovenija. Me pa zelo veseli, da predvsem tekmovalci oziroma igralci, ki so bili danes, da jim ni bila važna zmaga ali pa kakorkoli, ampak predvsem druženje in pa zabava v tako lepem okolju, kakor ga Ledine nudijo. In kje se je sploh porodila ideja za ledeno trofejo? Odločili smo se, da organiziramo ta dogodek prvič zato, ker je na tem koncu Slovenije prelepo. In jaz kot hokejist in z našo ekipo smo se odločili, da je treba narediti kakšen tak fin dogodek, da se tudi hokej na prostem igrati, kakor se je včasih tudi začela, ne, na prostem. Čudovita pokrajina, mi smo malo preuredili, da smo tale igrišča naštimali, to smo priprave so začele približno pred kakšnim mesecem, 2, drugače smo pa prizorišče včeraj pripravili, tako da na začetku tudi, kar se tiče ekip, se je prijavili 32, smo imeli omejitev, ampak zaradi velikega zanimanja smo zadevo razširili na 48. Mislim pa, da bomo naslednje leto še večji dogodek naredili. No. Imeli smo plan zadevo pripraviti na Jasni, kjer je tudi prelepo, ampak zaradi pretoka vode pa v bistvu globine, tam so slabši pogoji za zamrznevanje ledu in smo potem zadevo prestavili sem. Tukaj tudi predvsej več prostora za te naše obstranske dejavnosti, tako da smo se odločili sem, da pripeljemo na Ledine. Upamo pa, da nam bo kdaj na Jasni uspel, med gorami je najlepši. Zelo zadovoljni in dobre volje so bili tudi hokejisti. Evo, mi smo ekipa Mamut, Skokarce. Prišli smo klele, krasno organiziran dogodek, lepo vreme. Fantje, dajmo enkrat živijo. Pa nagajaš. V glavnem super organizacija in se imamo fajn. Zdaj premagamo še Olimpijo, pa gremo pa v finale. Sem predstavnik ekipe PGD Jesenice. V prvem krogu smo nesrečno 2-krat zgubili, tako da to smo zaključili, ampak drug let gremo pa vsaj en krog naprej. Organizacija je odlična, vreme še bolj, tako da hostese so, vse naj, to da izboljšati se že skoraj ne da. Ledine v Ratečah so sicer med domačini že od nekdaj prizorišče hokejskih tekem. Jaz sem izredno zadovoljen in vesel, da se je danes zgodil tukaj tale dogodek. Torej, Hokejska zveza Slovenije skupaj s Turizmom Kranjska Gora in ostalimi soorganizatorji, sponzorji, donatorji smo pripravili na tako imenovanem Rateškem morju na Ledinah dogodek, 48 ekip nastopa in jaz se počutim kar malo nostalgično, ker tisti, ki smo stari okrog 40 let, se še spominjamo časov, ko smo iz bližnjih vasi zjutraj prišli z drsalkam na hokejcah peš, mogoče konkretno jaz iz Podkorena, ves dan smo z Ratečani skupaj igrali hokej, zvečer, ko se je delala tema, smo šli pa seveda spet nazaj, zopet peš. Danes je to nepredstavljivo, takrat je pa bilo to nekaj čisto običajenega. Imeli smo se super, bili smo na zraku, naučili smo se drsati, igrali smo hokej in hokej je po mojem mnenju za marsikoga v tej dolini religija. Smo navijači, večina Jesenic, nekateri tudi Olimpije, ampak se srečujemo na tekmah, zdaj hodimo tudi na prvenstva ven, na elitno divizijo, na divizijo 1, navijamo za slovensko reprezentanco, pa družimo se
Seveda pa ne moramo izpustiti dejstva, da prav tukaj, kjer smo zdaj, je bila tudi že odigrana tekma državnega prvenstva v hokeju na ledu leta 1954 med Jesenicami in Partizanom. Takrat na Jesenicah niso uspeli pripraviti ledu in tukaj pa seveda nadmorska višina je dopuščala dobre razmere in odigrali so na prostem, prav tukaj na ledinah. Seveda pa tale let je bil zelo pomemben tudi v preteklosti, ko so bratje Kozler ustanovili pivovarno Union, so potrebovali veliko ledu, da so lahko hladili pivo in z vlakom, takrat je namreč skozi dolino vozil tudi vlak, so nekako potem led dovažali v Ljubljano za hlajenje enega od naših sponzorjev, Uniona. Glede na tako odmevnost dogodka in toliko pohval gre dogodek pričakovati tudi naslednje leto. Ta teden je bil tudi v znamenju teka na smučeh, maratona Tamar. Obisk je bil dober, organizacija v lepem vremenu pa odlična. Danes smo v tem prelepem vremenu organizirali že tradicionalni 9. maraton Tamar, ki smo ga letos poimenovali prvi maraton Planica, ker smo se odločili, da ne bomo proge več speljali v Tamar, tako da proga poteka v 2 krogih na relaciji Planica Podkoren. Uvedli smo tudi 7-kilometrsko distanco, da smo dali možnost še tistim malo, bom rekel, slabšim tekmovalcem, ki ne bi zdržali pač 21 kilometrov. Teče se v prosti tehniki, potegnjena je tudi smučina za klasično tehniko, tako da se lahko vsak sam odloči, kakšen slog tega teka bo uporabil. Štartnina je bila že tradicionalno, že 10 let 15 evrov. Vsaka kategorija dobi, prvi 3 dobijo pokal, vsak udeleženec, ki pride v cilj, pa dobi še spominsko medaljo. Vsako leto Lions klubi z vsega sveta sponzorirajo mednarodni likovni natečaj Plakat miru v lokalnem okolju. Namen natečaja je spodbuditi otroke od 11. do 13. leta k razmišljanju o življenju na planetu Zemlja, o sočutju, o miru. Svoje razmišljanja potem otroci z različnimi tehnikami predstavijo kot likovna dela. Letos se je v projekt vključila tudi osnovna šola Josipa Vandota, Kranjska Gora. Plakat miru je mednaroden projekt Svetovne Lions združenja. V Sloveniji poteka že 17. leto zapored, pri njemu je sodelovalo 25 klubov in približno 2200 otrok. Namen projekta je, da otroke med 11. in 13. letom spodbudi k razmišljanju o miru. In v bistvu cilj celotnega svetovnega je, da zavedanje o miru damo že otrokom v mladih letih z namenom, da potem tudi, ko bodo odrasli, da bo v bistvu nekako to rezultiralo kot boljši svet, lepši svet, mirnejši svet. To je glavni namen projekta. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna prelistajmo še koledar prireditev. Delavnica peka kruha v krušni peči in izdelovanje masla v Pini bo v Ližnikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 16. Planinsko društvo Gozd Martuljk v sredo ob 17:30 pripravlja nočni pohod ob polni luni v Tamar. V petek ob 17. bodo v Ližnikovi domačiji v Kranjski Gori odprli razstavo slik Marjete Žohar in spominkov Marinke Uršič. Razstava bo na ogled do 8. aprila. Gledališka predstava Ljubezen druge polovice v izvedbi Kranjskogorskega Tabol teatra bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori znova na ogled v petek ob 19:30.
FIS celinski pokal v skokih in nordijski kombinaciji za moške bo v Planici potekal prihodnji konec tedna. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!